Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sploščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. No, v bistvu tale napoved je morda malo zavajajoč. Danes se ne bomo z gostom pogovarjali, ker ga nimava. Zakaj ga nimamo? Zaradi tega, ker je ravno minila prva obletnica oziroma prvi rojstni dan je BIM Pogovori, so pač podcast BIM Pogovori praznovali 12.4. Tako da tole snemava 20. Tako da smo recimo dober teden v novem letu in ta oddaja bo prva v recimo drugem letu BIM Pogovor, ker se mi zdi, da si lahko kar čestitava, da sva zdržala prvo leto. Ja, to je zdaj S02, E01. Ja, to, če bi s Toronto dol vlekel, kaj v bistvu bi dobil kakšno tako oznako. Če bi to počela. Ne? Ja, tako, ne. Bi to vedela, ne, tako sva sam slišala o tem. Ja, nič, skratka, plan za danes je v bistvu narediti nek tak rezime tega prvega leta, malo pogledati, kako se je skupaj začel, pogledati, kako midva BIM vidva v Sloveniji skozi podcast in še pač recimo enih par drugih vprašanj ali pa recimo pogleda v prihodnost se bova dotaknila. Tako da upam, da bo poslušalcem tole zanimivo. In jasno še, kdo recimo to je en izmed prvih podcastov oziroma prvih oddaj podcasta BIM Pogovori, ki jih posluša, morda kar povabilo, da se vrne nazaj in posluša tiste prve, ko se je začela spet sicer z pač oddajo, v kateri so v bistvu podcast napovedala, potem so pa kar resno zastavila že s pravimi gosti in Ivo še zmeri. Velika hvala Ivu Žagarju, ki je bil prvi gost in je recimo prebil ta let z najino oddajo. Ja, zdaj pa, Matevž, preden začnemo mi v začetku, omenil si že, da sva začela 12. aprila. Mene pa verjetno poslušalci tudi bi zanimali, da razložiš malo, kdaj sva se mi da sploh začela o tem pogovarjati, ker mi da smo o tem podcastu govorili že mnogo prej. Jaz sem malo zgubil že spomin okoli tega, ampak recimo, da je okoli novega leta sem jaz recimo že prej, ne, v bistvu ne vem, na kakšni konferenci. Ja, to je bilo ravno tako po tisti prvi BIM konferenci v Lendavi. Ko sva nekako razmišljala o tem, kako je bila pač konferenca speljana, kaj bi bilo lahko boljš, kaj je bilo super. In potem sem jaz recimo začel malo tuhtati, kaj bi bil pa kakšen drug medij, ki bi recimo nekako spodbujal neke pogovore oziroma širjenje nekega znanja o BIM-u v Sloveniji, in potem sem pač to recimo malo mlel in pač recimo, da poslušam podcaste na polno, ne, bolj manj zmeraj, kad psa sprehajam, tako da mi jih včasih zmanjka. Sem začel razmišljati, kaj pa, če bi midva kaj takega počela, in mislim, da je okoli novega leta recimo bila taka, saj pri mene ena taka odločitev, ne, to je pa treba narediti, in potem sem ti začel težiti okoli tega, ne. Jaz se spomnim, da je bilo to res tam nekje okrog tiste konference, pa se tudi spomnim, da si moral biti precej vztrajen, da si me prepričal, ker sam res nisem vedel, kaj imamo za toliko zagovoriti o BIM-i. Ja, v bistvu je bilo tudi tako, da si se toliko časa upiral, ne vem, recimo, da kar par mesecev je dal meni čas, da sem jaz vse tole zorganiziral, da sem sam sebe pripravil na to, da govoriva, potem takole z gosti, tudi z gosti, ki jih nikoli v živo nisva srečala, ali pa če se jih sploh nisva vedela, da so to oni, ne. Tudi to se je že zgodilo. Ja, zato, ker so vsi poslušalci pa gosti so običajno zelo sramežljivi. No, tako da je v bistvu, ja, no, tudi tehnično kako sploh ta podcast nekam postaviti na splet, kaj vse je treba narediti. No,
to mi je vzelo kar nekaj časa, ne? Ker na koncu ni čist trivialno, zaradi tega, ker se nisem hotel po tisti najlažji poti, se pravi nek WordPress naložiti, pa pol en plugin za podcaste in je to, ne? Ta bi bila sigurno najhitrejša, morda tudi boljša varianta od te, ki je zdaj, tako da sem tlele malo čaro in je morda enkrat kaj zapovedati tudi na to temo, ampak recimo, če bo kakšen gost ali pa če bo kakšna želja od poslušalcev prišla, da bi kaj več zvedeli, kako v bistvu se to sploh naredi, morda še kdaj kaj na to temo rečem. Ampak za danes pa ne bomo porabili časa, ker je kar nekaj tehničnih detajlov pomembnih. No, pa tudi nekaj opreme si nabavil, to je tudi treba povedati. To je pa tudi res, ne. Dobro, čeprav bom rekel, ne, recimo, da to je tako kot pri mojem laufanju. Jaz grem laufati takrat, ko si neko novo opremo kupam, pa me pa en let drži. Ne. Tako da to pot, ne, zdaj sem že kar priden, zadnji mesec pa pol kar pridno tečem, ne, ker imam namenjati na tale tek, ki bo zdaj 7. maja v Ljubljani, Wings for Life. Skratka, da ne bom glih takoj ujet s tistim avtomobilčkom, sem rekel, moram malo potrenirati, nam vsaj tistih 10-15 km skap stisno za dober namen, tako da to pot se nisem nič kupil. Mogoče je bil ta imperativ, da me ne boje takoj ujel, dost velik. Ja, no, jaz si še pa nisem nič kupil zaradi podcasta. Gledam mikrofon že približno več kot pol leta. Ampak zdaj sem našel eno kombinacijo opreme, ki očitno deluje, ker se me sliši malo boljš, kot se me včasih. In zdaj nimam neke hude potrebe. Tako, če se bo pa kdo od poslušalcev pritožil, da je zvok še vedno slab, potem si bom pa moral nabaviti. Tako, to je zdaj poziv poslušalcev. Ne, jaz bi raj apeliral na to, da skratka, to je tudi bolj ali manj en tak izmed ciljev, ne, tega drugega leta, morda najti kakšnega, ki bo kaj sponzoriral tole, ne, ampak zaenkrat sva recimo zadovoljna s tem, kar počneva. Mislim, da sva tudi precej odnesla od pač čist v smislu znanja, poznanstev, nekih povezav skozi ta podcast, tako da zaenkrat sva še kar zadovoljna, ne? Jaz upam. Ja, kar se mene tiče, jaz delam ta podcast zato, da zvem kaj več od ljudi, ki se z BIM-om ukvarjajo precej več kot se jaz, pa zato, da širim svoj krog poznanstev. Druge nagrade ni, ne. Ja, v bistvu moram tudi čisto osebno reči, da imam kar neko dodatno energijo, takrat, ko nekaj posnameva, pa pol objavimo tisti pač torek, ki popoldne domov iz službe pridem, to objavim. Kar neka nova energija je v bistvu spet za pač naprej, ne. Tako da je pa zelo fino, jasno, da se srečaš tudi s poslušalci in tudi z gosti na kakšnih takih srečanjih v živo. Je kar precej za pogovarjati, recimo, morda se ne vidi, ne, ali pa se ne sliši, tako da jaz prav veliko ne govorim drugače, ne, razen na podcastu. Tle pa ne moram nehati. No, ja. O tem bi se daj debatirati. Ja, veš, kaj me zanima? A si kdaj računal, koliko časa sva mi dva porabila za ta podcast? Jaz recimo v redu, jaz lahko priznam vsem poslušalcem, jaz sem sovoditelj, jaz se pojavim, Matevž vse tehnično uredi pred in po snemanju, pa ni bilo to tako, ni bil to noben moj pogoj, pa tam Matevž se je sam javil in jaz se nisem nikoli zraven silil. Ampak že sam, če računam število podcastov, če bi samo čas seštel, gre to kar lepo število ur. Če pa potem sešteva še vse to, kar smo se pogovarjali pred snemanjem, pa po snemanju, je pa to še mnogo, mnogo več. A si kdaj zračunal? Ti imaš pa potem še tehnično. Ja, jaz bi tako ocenil, ne. Zdaj podcast traja 1 uro, recimo, ne. Včasih malo manj, včasih malo več, 1 uro. Dejansko tistega, ki se prej pogovarjamo, pa tisto recimo malo
snemanju uradnem, ne, recimo, da naneseš ene pol urce mogoče. Ne. Včasih je tudi kako uro. Včasih je tudi več, ampak recimo včasih je bilo pa tudi manj. Recimo, da je pol ure, tako da bo lažje računati. Zaprav uro pa pol rabimo, da posnamemo en podcast, tako da jasno vsem tistim, ki jih bova še kontaktirala, zato da bi bili gosti, da vejo, kaj lahko pričakuje. Tako da vedno si vzamemo dovolj časa pred podcastom, tako da se pogovorimo, kaj se bomo pogovarjali. Da se gosti sprostijo. Tako, ne. Predvsem pa tudi, da se midva sprostiva. No? Mislim, se včasih je tako, da od nekje preletiš si z mislimi čist drugje, ne pa pri podcastu, ne pri snemanju. In to se je neparkrat zgodilo tudi meni, ker sem skoraj zadihan skočil za računalnik in smo začeli snemati in sem bil še čist napaljen od ne vem česa, ne drugega. Po mojem so me kaj otroci skurali doma, pa še nisem mogel zventilirati to nikjer drugje. In potem si se redvala gostom staršev. Ne, ampak skratka, vzamemo si dosti časa, ne, zato, da se te stvari zmenimo, da se malo spoznamo, še posebej, če se pač prej sploh še nismo videli. Ne. Tako je bilo z enimi parimi gosti. Ne. Ko nismo imeli nobenega stika, ali pa smo se sam recimo slišali nekje, ali pa si vedel, da nekdo nekaj dela, pa si ga videl na neki konferenci, ampak nisi imel niti priložnosti z njim govoriti. Tako da pač vemo približno, kako delujemo, ne? Predno začnemo dejansko snemati. To je skratka uro pa pol, ne? Poje pa, mislim, pred tem, da se enega gosta dobi, se pošle včasih tudi kar nekaj mailov, ne, gore dole, pa ima zorganizirati, kdaj je tisti primeren čas. To je tudi izziv. Robi, ti si polno zaposlen z vajami v tem poletnem semestru, jaz malo manj. Gosti so jasno tudi službeno obremenjeni. Otroci terjajo svoj davek. Tako, vedno je nekaj, ne, jasno podcast, saj za gosta ni neka huda prioriteta. Tako da ja, je kar zanimivo včasih to zorganizirati, čeprav na koncu mislim, da je vedno v korist gosta odločena, tako da se že prilagodiva in to posnamemo. Tudi po noč smo snemali že skoraj do 12, ne, enkrat. Tudi. Tako da ja, tisti, ko grejo otroci spat, ko je mir v bajti, potem pa lahko mi malo bimovsko nakladamo. Se pravi, to je to, recimo, pa ne vem, no, tisti maili gor dol, v bistvu, recimo, da ne vzame toliko časa, pa sama priprava, kaj se bi sploh pogovarjali. Včasih sem bil morda bolj natančen glede tega, zdaj se naredijo, ne vem, par ali ne, kaj bi bile tiste istočnice, potem pa v bistvu mislim, da je pogovor kar steče samo od sebe. Ne. Tako da recimo še 1,5 ure, no, ali pa 1 ura maksimalno. Ne. Se pravi, to je 2 ure pa pol, pol je pa treba to tehnično obdelati. To pa zna biti zelo odvisno od tega, koliko smo bili pridni. Pa koliko Matevž ali pa gost govori vmes, ne? Robi jih zelo malo. Razen kadar me pohvališ, pa se potem... Ti zmanjka besed? Običajno mi ne zmanjka besed, ampak razmišljam o tem vmes, ko govorim in avtomatsko vpletem tudi čeprav ne vem, vse tega ne bi bilo treba rezati. Ne, se v bistvu v glavnem niti ne, saj v zadnjih oddajah nisem tega delal, morda se probam tudi sam mnogo bolj skontrolirati, da teh mašil ne dajem preveč noter, tako da v glavnem kar zadeva pustimo, je pa še zmeri. Posname se in ti začetni del in končni del in potem je pač treba to odrezati, včasih kaj preložiti. Imeli smo tudi gostjo, ki je zelo natančno povedala, kaj gre ven, ker je pač ocenila, da se ni bilo najbolj razumljeno, kar je povedala, tako da še enkrat pohvale, pa točno ve, kdo to je. Tako da ja, za tisto urejanje samega podcasta, recimo, da greš še 1 urca pa pol. Se pravi, ti si nekje na 4 urah na podcast. Ja. Jaz sem recimo tam na 2 pa pol.
In če to se zmnožima z... Ja, čakaj, vse še niso končala. Potem pa še objava. Ja, to je pa sploh še hec, ne? Tako da ja, zdaj po novem se dela še na YouTubeu, ne? To je že samo procesiranje, pa v bistvu pol je treba tisto grafiko narediti, recimo procesiranje, da se tisti film dejansko zgenerira, traja recimo 10-15 minut. Odvisno jasno spet od dolžine samega podcasta, ampak recimo, da je nekaj tasga. Pol je to treba uploadati na YouTube, ker spet zna trajati nekaj časa, pa v bistvu se podvajajo te opisi, ker na YouTubeu ne moreš HTML-ja v opis dati, je treba posebej to narediti, se grejo copy-paste, dost hitro, ampak ti vzame kar nekaj časa. No? Tako da jaz mislim, da se s tem le kar podaljšali, s tem, da se še na YouTubeu to objavlja. Tako da sem zadnjič resno razmišljal, da si moram neko tako bolj avtomatizirano varianto vsega skupaj narediti, ker imam zdaj kar napisan na listu. Ne? Prvič naredi to, drugič naredi to, tretjič naredi to in teh točk je kar nekaj. Ne? Tako da kaj ne pozabam. No? Jaz upam, da nisem še nikoli kaj prodost dramatičnega, napačnega objavil ali pa naredil. Tako da se probam skoncentrirati tiste pol ure, ko dejansko se to objavlja. Ne? Tako da ja, no, to gre sigurno. Recimo, da 5 ur je kar, recimo, da mi vzame tole za en podcast. Ne? No, recimo, imam pa tam pol manj in če to zdaj zmnožima, ne, pride to kar tam. Sploh nočem računati, ker bom sam slabe volje. Ja, no, v bistvu, ja, ne, če bi to začel vrednotati v nekih evrih, bi to lahko kar nanesel. Ne. Jasno pa, da se te stvari ne morejo primerjati. Mislim tudi zaradi sponzorstva, če smo že omenjali z tem, kar je v Ameriki, kjer je trg ogromen, še posebej za tiste najbolj popularne podcaste, ki imajo število poslušalcev tam, ne vem koliko. Na eno oddajo je, ne vem. Ja, razlika pol milijona, ne. Razlika je bolj v tem, da tam tudi takšni nišni podcasti kot je najin lahko brez problema preživijo. To je tista bistvena razlika. Ja, res je, ja. Ampak sej tega ne sam, ne ti ne počneva zaradi motne koristi. Če bi pa kaj bilo, kdaj kako sponzorstvo vse v obliki opreme ali pa kaj, bo pa seveda vesela, da to narobe razume. Tako. To smo obdelali začetke podcasta ali kako je s tem? Ja, no zdaj pa, če smo že začetke obdelala, lahko bi kaj rekla o tem, kaj smo se mi v tem letu sploh naučili oziroma kaj smo izvedla, malo kak drugačen pogled na to, kakšno je tvoje mnenje? Kje je bil v Sloveniji po tem enem letu vseh teh pogovorov? Ne vem, v bistvu jaz sem malo to zadnje dni razmišljal, ko so se zmenili, da posnamova tole oddajo. In recimo veš, da jaz pri svojih predmetih bima ne predavam, saj ne v takšnem nekem celovitem obsegu, na vsak način tudi od mene pač študenti slišijo stvari, ki so povezane z standardi, stvari, ki so povezane z nekimi posebnostmi gradbeništva. Jasno, da te posebnosti, pa tudi vse te standarde nekako BIM se jih dotika, ali jih pa vsaj proba reševati tudi v določeni meri. Ampak, kot rečeno, BIM ni neka moja prioriteta, ne raziskovalno, ne pedagoško. Na raziskovalnem nivoju smo se zmeraj omejili, saj jaz pač na uporabo, recimo RIFC, nekih datotek za izmenjavo podatkov, nikoli pa nisem kaj prodost globlje gledal ali pa delal na tem, da bi razmišljal o razširitvi IFC-jev in podobnih stvari, ne? Če smo že na tem nivoju. Tako da ja, glede kaj sem se pa jaz osebno naučil, mislim predvsem to, da veliko stvari ne vem. Ne? In je ta podcast zelo dobrodošel,
Jaz mislim, oziroma verjamem, da so tudi ostali poslušalci izvedeli precej novih stvari. Dobiš dejansko občutek, da je tukaj se v zadnjem letu, dveh v bistvu precej premaknil. Že če sam na eno leto pogledaš, v bistvu pa so se spremenile precejšnje, mislim, dejansko stvari, ki imajo take daljnosežne posledice od tega, da je bil pač Slovenija v EU BIM Task Group sprejeta, kjer je Ksenija Marc, predstavnica Slovenije z DRI-ja, ki je bila gostja v 16. oddaji. Tako da je polno enih stvari, takšnih, ki jih morda, če tega podcasta ne bi delala, v bistvu sploh ne bi zaznala. Se mi zdi, da se ti je premalo govori o tem tudi nekako v takih bolj poljudnih medijih. Ne? No, to se vsekakor strinjam, da se mnogo premalo govori. Vse je bilo pred tem podcastom omejeno na neke strokovne dogodke, kjer je vseeno drugačen nivo debate, tudi konec koncev občinstvo je drugo. Ne? Tako da z tega vidika mislim, da je tale podcast kar bila ena osvežitev, saj takrat tudi take odzive sva dobila v živo. Mislim, da se tudi tistim strinjaš. No? Ja, v bistvu se kar poklopljenih par stvari, pač in CBIM združenje in potem BIMC blog, potem tale podcast in jasno tiste ustaljene neke konference, forumi, tako da te stvari se kar dogajajo. Jaz mislim, da je to samo pozitivno in za razumevanje BIM-a širši javnosti, kot tudi jasno nekemu strokovnemu napredku v gradbeništvu nasploh. Ja, no, ko si pa ravno omenil vse te druge kanale, CBIM združenje, pa BIMC blog in to, je pa se dejansko pokazalo tudi v teh primerih, da je pri vsaki taki stvari zelo, zelo težko držati frekvenco, na kar sem jaz osebno najbolj ponosen pri tem blogu, da nam je vsem tem letu uspel držati frekvenco eno oddajo na 2 tedna, ker je včasih zelo težko z vsemi obveznostmi, pa mislim, da se nam je tudi daj naredil, da še par dni pred izidom niso imela gosta, ker so neki dogovori padali v vodo pa to. Ja, to je bilo kar stresno včasih, tako si na koncu skoraj ne vem, mižal in prosil ne vem koga, zato da bi se javno odločil gost, da bi pa to vsem posnel. Še v pravem času, potem je bilo pa dejansko tako iz danes na jutri praktično potrebno to tehnično obdelati in potem to tudi objaviti, ampak res v bistvu sem jaz tudi precej ponosen na naju, da sva tole držala tako na 14 dni. S tem, da so se pa jasno malo pogovarjala, kaj bi za naprej naredila, ali naredimo nek dopust čez poletje. Tako da tle jaz še nisem čist, nimam jasnih misli okoli tega, ali naredimo tisti julij, avgust neko pauzo. Se pravi, to so 4 oddaje, ki bi jih spustili, pa potem septembra naprej začnemo. No, malo še razmišljaj, da še jaz povem, kaj sem jaz od tega podcasta odnesel. Evo, ko si ravno omenil, da jih nimam veliko. Torej, na svojih vajah, ki jih imam s študenti, imam tudi predmete, kjer povem par stvari o BIM-u, s tem, da opažam, da zadnja leta se študenti delijo na 2 skupini. Ena skupina sploh ne ve, zakaj še govorimo o BIM-u, ker so te programe že spoznali in jih pač jemljajo kot eno od opcij v samem procesu načrtovanja. Drugi študenti pa pričakujejo, da jim bomo mi kot pedagogi vse pojasnili, vse pokazali, tako kot se je včasih dalo v AutoCAD-u,
mislim, nismo pokazali vse, ampak vsaj neke principe in da bojo oni potem pač to znali. No, in vsi ti pogovori, ki smo jih midva imela z gosti, zdaj, ali so bili bolj konceptualni, ali so bili bolj iz tega implementacijskega spektra BIM-a, so mi dejansko potrdili tezo, ki jo imam že skozi. In to je, da mi o BIM-u ne moramo govoriti kot o enem standardnem formatu, ki ga lahko apliciramo na vse, ampak je to pač en format, ki ga mora vsako podjetje, vsak posameznik postaviti zase. Kar pa pomeni, da bo obvladal BIM proces ali pa model ali pa kakorkoli temu rečemo, da ga bo obvladal še takrat, ko bo dejansko nekaj časa uporabljal. Ne? In zato bo tukaj imele fakultete veliko manjšo vlogo, kot so imele v preteklosti. Pač vloga fakultete je, da mi predstavimo opcije, potem je pa to na samih študentih, da se to naučijo. No, in to dejansko sem imel to tezo že pred BIM pogovori, ampak skozi vse te pogovore si videl, da je to res gre vse v tej smeri. Obenem opažam, da se sicer stroka povezuje, ampak še vedno mogoče nekaj manjka in tudi mislim, da zdaj ne moramo več govoriti o nobenih konkurenčnih prednostih in to, ker če nekdo deli svoje znanje in ta, ki bo to slišal, ki bo zajel vso znanje, ki ga je nekdo delil, če začne takoj delati na tem, je že par let v zamudi. Tako da mislim, da z tega vidika ne moramo govoriti o kakšni konkurenci in to, ampak bi se lahko bolj kot ne povezali in si pomagali. Me pa veseli, da se to čedalje bolj dogaja. To pa moram reči, da to me pa zelo veseli in tudi ni bilo nobenih takih izkušenj, da kdo ne bi želel česa povedati, ne bi želel česa deliti, kar je super. Ja, se strinjam. Mislim, jaz sem bil osebno navdušen tudi nad zadnjima dvema gostoma, Martinom in Petrom. In nad gostom, ki prihaja. Tako je. Ki bo objavljen po tej oddaji, kjer so precej tako jasno in glasno povedali, kje so težave, da jasno BIM kot tak v bistvu ni neka dejansko rešitev za vse probleme, ampak jih te pač treba reševati na primerih, nekih konkretnih primerih in je treba ta proces prilagoditi samim podjetjem, samim projektom konec koncev. Obenem so pa tudi vsi trije gosti imajo neko vlogo BIM menedžerja in vsi trije gosti se je pokazali, da vsak od teh treh gostov počne čist druge stvari, na čist drugem nivoju in na način, da lahko podjetje, v katerem so zaposleni, napreduje, kar je pa tudi bistvo vsega skupaj. Ja, zato se mi zdi tista zdaj se mi zdi, da se vedno bolj oziroma vedno večkrat se pojavlja tudi pri tistih famoznih hitrih vprašanjih neki odgovori, ki niso proces. Ok, jaz priznam, da je bil tisti model mal provokacija. Ne? No, to lahko zdaj javno priznamo. S tem vprašanjem pa s tem najnim medsebojnim obračunavanjem to ni nobene resnice. Mi se čisto razumeva, da se ne razumeva in to je bilo bolj provokacija. Ampak res se mi zdi, da v zadnjih nekaj oddajah se vedno bolj pogosto pojavljajo neke pač definicije, kot je filozofija, kultura. Martin je rekel tisti DGP famozen, se pravi digitalizacija gradbene panoge, ali pa upravljanje oziroma management. Tako da konec koncev, če smatraš, da je to proces, pa je sicer proces, ampak ni nek fiksen proces, niso neki predpisani koraki, neki predpisani postopki, ampak je nabor nekih recimo manjših procesov, ki jih je pač med sabo treba pametno napeljati in upravljati. Zato se recimo, da jaz bom za drugo sezono BIM pogovorov odločil, da zastopamo upravljanje. Mislim, da bo bolj, da bomo mi to kar ukinila to hitro vprašanje in bo najboljše.
Ne, to je zmer dobro. Mislim, ne vem, čeprav jasno ta proces zelo gleda ven iz tega nekega povprečja, ampak še zmeri je ena taka pametna diskusija, vedno se razvija, pa malo heca je še v tej oddaji. Ne? Okay. Ja, ampak mora tudi, da še samo en stavek dam na to temo, moramo tudi priznati, da to model, proces, to prihaja direktno ven iz imena, building information model, modeling. In logično, da če se odločaš med tema dvema, je verjetno bliže modeling kot model, ker je pač modeling širši pojem, ki zajema tudi model. Tako da z tega vidika ni nič presenetljivega. Moram pa sam priznati, da je od vseh definicij, ki so jih slišala, je meni vsem najbližje filozofija ali pa tista moja, ko sem enkrat izjavil vera in je že prišel po drugih kanalih do mene, da je bilo kar posrečeno. Ampak jaz sem to bolj izhajal iz Mac PC sveta, ker imamo Mac evangeliste pa PC zagovornike itd. In to so že bolj blizu verovanju kot čemu drugemu. No. Tako da pojasnim, kaj je bilo za to vero. Ja, res je. Ne, v bistvu, morda ne nujno v pravem vrstnem redu, ampak imam glih v brskalniku odprte tale hitra vprašanja. Ali lahko še nekaj na druga dva rečeva? Skratka, prvo vprašanje je bilo vedno v smislu, kjer BIM program uporabljate, pač gost. No in po teh podatkih je tukaj, se mi zdi, kar dosti jasna zadeva, da sta Archicad pa Revit tista glavna, ki se v Sloveniji uporabljata, pol pa polno drugih, ki so jih tudi gosti naštel, od DDS-kada, Plateje, Civil 3D-ja, Allplana, Solibrija, tako da je cel kup nekih drugih delov, jasno odvisno od tega, kaj gost konkretno počne, kakšna je njegova vloga v tem BIM procesu, od jasno BIM menedžerja, ki je bolj nekako zadolžen za neko integracijo, kontrolo modela, kot pa v bistvu za neko modeliranje tako. No, pa tudi to moramo povedati, da v zadnjih oddajah bolj kot se pogovarjava z dejanskimi BIM strokovnjaki na terenu, bolj se kaže, da ni enega odgovora, ne? Pač uporabljajo več programov in se tudi zelo težko odločijo za enega. Ja, to je res. Čeprav tista na koncu mi je bila predvsej všeč, tista v Excelu, je Martin rekel. Tako da ja, koncu tudi orodja, ki recimo z gradbeništvom kot takšnim, vsaj na prvi pogled nimajo prav nobene povezave, vsaj konkretne, ne. So zelo splošna, dejansko predstavlja lahko nek resen kamenček v mozaiku teh programov, ki se uporabljajo v nekem takšnem projektiranju. Ja, in drugo vprašanje, oziroma drugo so že odgovorile, tretje, je bilo pa vedno Open BIM da ali ne. In mislim, da to vprašanje bi pa verjetno lahko počasi opustila, ker se je izkazalo, da vsi verjamejo v Open BIM, čeprav ne vedo vsi, kako bi do njega dejansko prišli. Ja, res je v bistvu. Tako da, ja, mogoče bi res lahko to zgodbo okoli Open BIM-a zaprli in rekli, to je prihodnost, čeprav jaz osebno že nisem čisto prepričan, da je to zmeraj tako, kot gosti odgovorijo. Zato se mi zdi, da včasih so ti odgovori lahko rahlo tako politično korektno obarvanje. Jasno, da kdo pa bo rekel, da ni za Open BIM. To še, če greš ne boš direktorja Autodeska vprašati, v bistvu, bo rekel ne, Open BIM je pa ja zakon. Na koncu pa dejanje nekoliko drugačno, saj jaz jih tako vidim, in ni neka blazna prioriteta ta IFC podpirati v največji, najboljši različici
tako da je vedno nekako tako, malo se mi zdi s figo v žepu, no, se te stvari jemljajo. Ne. Na koncu je pa polno enih stvari, ki ne delajo. Ne. Jaz osebno mislim, da OpenBeam bojo vedno vsi zagovarjali, vsaj javno, se pa ne bojo ga sabotirali, ampak noben se pa ne bo pretirano trudil v tej smeri, ampak ravno dovolj, pa ravno toliko, da bo še vedno v tem OpenBeam taboru. Vse to se kaže kot zadnje desetletje ali pa 2. No. Ja, še posebej, ko slišiš zgodbe, kako se testirajo, oziroma kako se ta certifikat za to, da je nek program podpira IFC, ne vem, v verziji tej in tej, in ko slišiš to, kako se to dela, vidiš, morda malo zgubiš zaupanje v celoten sistem tega, da ima pač nek program gor nalepko, da podpira IFC, ne vem, 4, ne vem, karkoli že, ne. Tako da zato se mi zdi, da je malo tako, no, ne nujno še čisto zapustiti tale OpenBeam. Včasih bi lahko rekli, da so to sicer na papirju res, ne, ampak v praksi pa včasih malo drugače. Ja. No, jaz bi še si vzel minuto, pa bi še eno mnenje povedal. Jaz mislim, da bo počasi prišel trenutek, ko bodo morali tudi najbolj goreči zagovorniki Beama priznati, da AutoCAD vseeno kljub temu ne bo umrl. In pač enkrat bi morali jasno in glasno povedati, da Beam je nadgradnja nekih procesov odprej, ampak to so še zmeraj običajno samo neka programska orodja. Sej je res, da moraš spremeniti celo filozofijo, pa način delovanja in ne vem kaj vse, ampak na koncu je to še vedno orodje. Ne? In če to orodje uporabiš na napačen način, je čisto vseeno, tudi če bi v SketchUpu risal. No? Kar se hoče reči, ne biti izključujoč do nekih programov samo zaradi tega, ker so ne vem, mogoče stvar preteklosti, to bo še nekaj časa standard. In tudi, ko slišimo razne govore ali pa predavanja, pa kaj o tem, da je papir mrtev in ne vem kaj. Ljudi, ki to govorijo, bi poslal oddati vlogo za gradbeno dovoljenje in bi po tem postopku vprašal, koliko je papir mrtev. Mogoče bi se dal brez njega, ampak zaenkrat, če ne gre, pa mislim, da še nekaj časa ne bo šlo. Tako da dajmo z zrnom soli razmišljati o dejanskih postopkih v praksi. Ja, še posebej, ko je v zadnjem času toliko govora o raznih, se pravi tistih lastnostih, nekih elementov, pa vsej dokumentaciji, ki ni nujno, se ni vezana na neko geometrijo. Skratka, na koncu je treba vprašati, v bistvu, a je Beam še zmeraj, če nimam 3D modela. Ne? To je v bistvu tako, ne? Čeprav AutoCAD, se lahko neke solide tamle noter daješ, ampak to konc koncev ni tisto, kar naj bi Beam bil. Ne? Tako da neka definicija skozi uporabne programe oziroma uporabniške programe do neke mere stoji, ampak ko pa začnemo to se skupaj raztegovati na procese, management, upravljanje, kulturo, filozofijo in ne vem kaj še vse, potem se pač lahko začnemo spraševati tudi o tem, ali je Beam obstaja, če ni 3D modela. Ampak morda enkrat bomo filozofirali kdaj drugič. Ja, če bi šel dobro vprašanje. A je bo prej kura ali jajce? Ja, ker se mi zdi, da recimo, skratka, prihodni gost, ne, je jasno povedal, da je v bistvu proces, gradbeni proces, v bistvu od, ne vem, zasnove, načrtovanja, izvedbe, upravljanja in ne vem kaj še vse, v bistvu se v zadnjih letih ali pa ne vem, zadnjih desetletjih, če tako globalno pogledaš, nekaj predosti spremenilo. Razen to, da smo zdaj na vse, kar delamo, obesili Beam
in če ne rečeš BIM zraven, potem pač si tako za luno, ne? Mislim, kaj pa si počel zadnjih 20 let, ne? Zakaj nisi že v BIM-u, ampak zato je, se mi zdi, kar na mestu vprašanje, no? Mislim, a je res treba na vse te stvari lepiti BIM kot pač neko znako, da smo pa mi v 21. stoletju vseeno že, ne? Ja, no, vse to je bilo tudi v tem smislu, sem jaz o tem že malo prej govoril, ker dejansko dosti te programske opreme, ki uporabljamo danes, pa ni tako zelo drugačna, kot je bila pred 20 leti, ko tega termina BIM še sploh ni bilo nikjer. Je že takrat obstajal, ne? In že takrat se dela na zelo podoben način kot zdaj. Tako da ja, v redu razumemo BIM, uporabljamo BIM, ampak to so dejansko postopki in procesi so bolj kot ne nespremenjeni, no, bomo tako rekli. Ja. Jaz imam tu vedno pred sabo eno sliko, ki jo Žiga, spravi profesor Žiga Turk, kaže na vseh predavanjih, da imaš proces, ki ima vhod in izhod, in imaš drug proces, ki ima vhod in izhod, in kar se tu vmes dogaja, no, on temu reče glue process, oziroma kako se temu reče. Ja, tak. Umestni proces. Ja, zlepek. No, to je zlepek, bravo. No, in gradbena informatika v tistih samih začetkih se ukvarjala s temi izlepki, glue procesi, pravi izlepljeni procesi, in BIM ni nič druga, no. Naj bi tu vmes pomagal. Če pa res pomaga, je pa zdaj spet vprašanje za koga drugega. Tak je z dojemom vse skupaj. No. Ja. No, in zdaj te lahko vprašam, če si vmes kaj razmislil, kakšni so načrti za naprej. Boš dal dopust ali ne boš dal dopust? Ja, to je v bistvu skratka malo odvisno od tega, ker lansko leto sva imela kar naporen junij, ker sva bolj manj takrat posnela vse oddaje za celotno poletje. In to zna biti recimo malo vprašanje, ali lahko to narediva. Jaz se nagibam k temu, da bi rad imel tudi čez poletje te stvari, ampak recimo, da bo morala enkrat tako narediti načrt, kdo bo kdaj gost, in jasno, če jih je možno pač dejansko narediti tak načrt, tak urnik, da se to posname in da se to uredi, ne brez da bi jasno snemali, ne, pol ureja, pa te stvari se že kasneje lahko, ampak da se posname v juniju, potem morda se nagibam k temu, da bi vse imeli to čez poletje. No, meni se zmeraj to dobro zdi, ker če ne drugače, saj ne parih bo vmes pozabili, da to obstaja, če se še jasno poslušalci niso naročili na to, da bi kaj spomnili na to. Tako da lej bomo videla, ne. No, obenem pa to priložnost za poslušalce, da se oglasijo pa povejo svoje mnenje, ali bi naj radi poslušali tudi čez poletje, ali naj imajo dovolj, pa rabijo dopust od naju. Tako je. Druga opcija je pa, da bo mogoče čez poletje v kakem drugem formatu, v kakem krajšem, morda vprašal prejšnje goste, če se je kaj spremenilo, kako tako idejo. Imam par idej na zalogi, pa jih mogoče še tudi nisem vseh Mateo že povedal. Skrivaš ti. Lepo. Zato, da me ne zamenja za kako so voditeljica ali pa kaj podobno. Ja, se vem, ja. Kakšno bi pa res lahko povabili za sovoditeljica. Skratka, to so bližine načrti za naslednje leto. Imam še kaj tazga? Jaz osebno bi rad obudil na informat, ko smo šli na kakšno konferenco. Lani smo to enkrat izvajali, pa sploh ni bilo slabo. Ne, to na vsak način. Mislim, to je zmeraj če je kakšna taka konferenca, bi bilo zmeraj pametno, da tja greva. Tako da, če ne prej si BIM konferenca, bo sigurno spet nekako pokrita z BIM pogovori, pa še kakšna druga, če se bo vmes našla, ne. Tako da jaz imam sicer še enih par nekih idej tudi, kako bi ta podcast razširil, ampak te stvari še malo zorijo, tako da jih nam zdaj niti še razkril. Ena stvar pa,
ki nekako je malo na stranskem tiru v smislu tega podcasta, je pa tista mailing lista, na katero se lahko poslušalci naročijo na spletni strani. Se pravi, to na spletni strani, na prvi strani, kjer piše, da lahko se naročite na BIM e-novice. No, ti zdela samo še nobenega maila niste dobili, ker ga jaz nisem poslal. Tako da zdi se mi, da bi tudi ta kanal bilo pametno nekako zbuditi in nekaj v smislu ali kratkih novic, kratkih povzetkov ali napovedi oziroma pač objave nove oddaje, da bo to recimo, da bi čez to mailing listo enkrat recimo na 14 dni dobili nek mail, tako da to imam na načrtu zdaj, enkrat mačkam bolj se lotiti pa te stvari narediti. Drugač pa, mislim, da lahko najbrž je že cel kup idej o tem, kako bi ta podcast lahko izboljšali, tako da poslušalci ste jasno vabljeni, da nama kaj tazga predlagate, ali pošljete mail, ali v bistvu na Facebooku, Twitterju kontaktirate. Še rajši jasno vidva, če stopite do naju na kakšni prireditvi in rečete živo, jaz pa poslušam podcast. Super, vedno sva zelo vesela kakšnega takšnega pogovora. Na ta način jasno se bolj spoznamo in vidimo, kam vsi skupaj gremo okoli tega lebima. Ja, vsekakor bi jaz apeliral, ne biti sramežljivi, vsaj povejte nama, da ne poslušate, da bo mogoče še ta podcast prišel do 3. sezone. To ne bomo obupali, pred 3. sezono sigurno ne bomo obupali. Jaz mislim, da bo vas držala, dokler bo neka splošna potreba, da se o BIM-u kot takem govori, ne? Potem bo pa to spivotiralo v neke druge pogovore. V neke druge zadeve, ja. Mislim, da greva kar na priporočila, da bomo to zaključila danes, da reč naj bomo imeli čisto zadosti. Ja, si. A imava kaj? Ja, jaz bi danes imel posebno priporočilo in bi priporočil podcast BIM pogovori. In sicer predlagam oziroma priporočam, da se poslušalci, morda če je kdo to poslušal, da je to prva epizoda, ki posluša, bi priporočil, da se naroči na podcast, to lahko stori prek iTunes. Matej se potrudi, zdaj je tudi na voljo na YouTubeu, lahko tudi direktno prek RSS povezave. Pa tudi podcast klienti imajo večinoma že vgrajene iskalnike in če noter napišete BIM pogovori, boste naleteli na prav podcast. Evo, to je moje priporočilo za danes. Super, v bistvu mislim, da sva preskočila malo statistike, ne? Pa sva se prej pred temle uradnim delom malo pogovarjali o tem, tako da še poslušalci to slišajo, recimo, kaj to pomeni, ne? Zdaj objavljenih 28 oddaj in po te uradni statistiki, ki verjamem, da je precej podcenjena, ker iTunes ne daje nobenih informacij o tem, ampak to je iz enega drugega vira, je ogledal tega podcasta 2800, se pravi 100 na eno oddajo. Nekih prenosov teh MP3-ov pa za polovico manj, se pravi 50 na oddajo. Čemer je treba povedati, da se iz iTunesa in to niti ne štejejo, tako da je tega verjetno precej več. Tako je. Tudi ne vem, kako se vse ostale stvari štejejo, če kakšni drugi pač podcast klienti dostopajo direktno do RSS-ja. Tako da, ja, jaz mislim, da se takrat, ko sva začela s tem podcastom, je bil cilj dejansko neke take številke. Se pravi, da bi imela na oddaji nekih 50 rednih poslušalcev. Tako da mislim, da se to ravno ujela, tako da si lahko postavil višji cilj in rečeva, da je to eno višjo predstavo predstaviti za naslednje leto in te številke malo tako ukrepiti. Mislim, da je prostora za širitev precej, ker nisva ravno agresivna glede pač
recimo marketing, oglaševanja in med študenti in tako naprej. Mislim, da to ni zdravo. Jaz študentom nikoli ne govorim, ne grejo tole poslušati. Se mi zdi, da to ni glih najbolj primeren način tega. Ne, tudi jaz ne. Omenim, kdaj mogoče, če koga zanima, ampak nikoli nisem še niti povezave napisal ali pa kaj takega. Ja. Če koga zanima, tako najde. Tako je. No, jaz pa imam eno priporočilo. Robi sicer enkrat že nekaj o tem slišal, ampak v bistvu tako za prvo obletnico sem sam sebi dal darilo in to je BIM nalepke so to. Ne? Robi, že veš, kaj to je? Ne. No, nažalost, ne, v bistvu, to je zdaj tista mantra, v bistvu vse je digitalno, no, tudi te nalepke so digitalne. Zdaj pa vem. No, skratka, BIM pogovori imajo svoje nalepke za program iMessage. Na Appleovih napravah, iOS napravah zadeva deluje. Tako da to je čisto sveža novica. Tako da, če greste na iTunes App Store, tam v searchu tipkate BIM pogovori, boste dobili povezavo na to, jasno, da bo povezava tudi na spletni strani. To bo pa na bimpogovori.si/nalepke. Gledam pa jasno tudi v smeri, da bi kaj takega naredil za kakšne Android kliente, se pravi za tiste chat kliente. Sam težava s tem je, da jih je na Androidu tako 10, pa vsak malo po svoje dela. Tako da, ja, skratka, pejte pogledat, grafika je lepa, morda za hec lahko kdaj komu pošljete kakšno nalepko v kontekstu BIM pogovorov. No, to je pa moje priporočilo bilo. Ne samo všečno. Ne promocijsko, ne samo promocija, to ni bilo nobene samo promocije. Ne, mi da so v bistvu skromno, ampak to je pač tako, ste naleteli na tak dan. To je, mislim, da smo pri zaključku, kaj upava na to, da se jasno kdo od poslušalcev oglasi na tvoj mail, na moj mail, Twitter, Facebook. Ali pa v živo še bolje, ne? Ampak na vsak način. Že to, da se oglasite in rečete super zadeva, poslušal sem to pa to, ali pa ni mi bilo všeč to pa to, tudi tak primer sva že imela, ne? Ampak vseeno, vsakršna kritika, pohvala, jasno, še bolj sva zelo vesela in jasno ne se naj bati podsukati za rokav pa reči, kdaj bo pa nova oddaja, pa kdo bo gost. To zmer lahko jim naprej poveva, ne? Tako da, to je to, mislim, da ne? To je to. Upam, da se bomo poslušali tudi v drugi sezoni, mi da bova štela naprej. Tole pa najna zabeležka, da smo zdržala eno leto. Tako je. No, Robi, hvala za tale prijeten pogovor. Pa se slišava spet, ne? Se slišimo, ne? Vsaj enkrat, če se potem iskreva. No, adijo. Adijo. Jaz sem že trdeč gumb pritisnil, tako da je vse pod kontrolo. Spovi, danes ni treba sprašovati, če snimaš. Ne, zdaj jaz samo upam, da nekaj sem včeraj kable menil tukaj na temole mojemu mikrofonu, v smislu, da ne bi bilo bolj glasno vse posnel, ne? Ker to je težava bila zmer tem, da se je pač to, kar je po Skypeu prišlo, je bilo v bistvu mnogo bolj glasno kot tisto, kar sem jaz posnel, ne, na svoji strani mene, ne, in je potem pač to bilo treba nekako skladiti in je pol toliko šuma pri meni, ker je bilo toliko nabito v bistvu voljev, ne. Tako da jaz upam, da bo zdaj to kaj boljš. Ampak lej bomo videli. Kakšen je plan pol za tole, da nava predolg?
Ja, ne, jaz sem tako gledal, kaj si ti predvidel, pa jaz tam vidim, da bi govoril o začetku podcasta, pa mi da vidimo BIM v Sloveniji. Pa kaj s temi hitrimi vprašanji? Ne vem, v bistvu bolj ali manj, a veš, a se da neke zaključke iz tega potegniti, ne? Mislim, da se jih da, ne? Mislim, da je slika dost jasna, ne? Tako da vsaj en komentar na tole, ne? Ker zdaj vzorc je že v bistvu že kar velik, ne? Na slovenske razmere. Ena stvar še, mogoče ne vem, kje začetki podcasta, nekam bi dal malo povejo neki, mislim, lahko jaz povem malo o statistiki, koliko jih posluša in te stvari, ne? No, sam povej, da je to podcenjeno. Ja, sigurno, ne, sej. Danes sem gledal, no, v bistvu in je, zdajle sem tista stran odprl in je 2800 ogledov, kar pomeni, da jih je 100 na en podcast, ne, oziroma na eno oddajo. To je ful. Zdaj, downloadov je pa 50%, ne, ampak te downloadi pa po moje so še slabš neko merilo, ne. Tako da, kaj pa jaz vem, v bistvu je zelo čuden, v bistvu, no, tole s tole statistiko je kriza, ne, kad ti iTunes v bistvu nič ne da, ne. Ja, to smo vedeli že prej. Ja, pa v bistvu še niti ne vem, kako je pol s tem naročanje na Androidu, ne. Tam pa ni, tam pa sem RSS. Tam imaš samo RSS in pol, ok, to pride čez tole, ne, čez tale Feedburner, v bistvu pač ta zazna pol to, ne. Tako da čez iTunes pa po mojem niti ne zazna, oziroma oziroma sploh nič ne zazna, ne? Ker iTunes sam RSS pobere in je to, ne? Ja, enkrat pobere. Enkrat pobere in je konc, ne? Saj vem, zato je to podhranjeno, zato se meni zdi te številke v bistvu kar ok, no.